Na osnovni šoli Draga Kobala smo si lahko ogledali rezultate skupnega dela učencev in učiteljev medpredmetnega povezovanja likovne in glasbene vzgoje, zgodovine, državljanske in domovinske vzgoje in etike, slovenščine in računalništva. Ja, vzdušje na šoli je bilo res nepopisno. Sploh učenci smo se v tem času naučili veliko novega, sploh pri zgodovini, ker smo pač spoznali v bistvu, kakšna je bila šola. Preden smo prišli sem. Mi smo se osredotočili predvsem na spomine naših dedkov, babic, se pravi sorodnikov naših učencev, ki so te spomine zbrali, jih uredili in jih bodo danes tudi uprizorili, nekatere, ki so najbolj zanimive med njimi in se vežejo na preteklost te šole in naše podružnice v Brezju. Pri čitanju so bile velikokrat težave, ki so se končale s kako kaznijo v kotu ali v slavski klopi. Učenci so tako z lastno interpretacijo in ustvarjalnostjo gradili svojo zgodbo do okolja. Mislim, da šola nima le izobraževalne funkcije, ampak tudi vzgojno in da moramo otroke v osnovni šoli tudi pripraviti na to, da so soodgovorni za okolico, v kateri bivajo. Prednost takšnega ustvarjanja je predvsem v tem, da otroci lahko nadgrajujejo že samo posamezno znanje iz posameznega predmetnega področja, hkrati pa pušča takšna vsebinska opredelitev izjemno ustvarjalnost in kreativnost otrok, ki so vodeni z mentorji. Na osnovni šoli Draga Kobala tako ne želijo spodbujati samo analitičnega mišljenja. Zavedajo se, da človekova ustvarjalnost ni omejena s prostorom in časom, namenjena samo prostočasnim in izvenšolskim dejavnostim, temveč je bistven del šolskega prostora.